vrsti je stalnostni govor in stalnostni govornik prihaja iz Slovenj Gradca, gospod Benjamin Klasner, ki nam bo razložil pravzaprav, čigava beseda zbližuje. Benjamin Klasner. Dobro večer. Lepo vas se videti tule v Kopru. Vreme je podobno kot v Slovenj Gradcu, tako da me veseli, da smo Slovenj Gradčani vam pripeljali nekaj sonca, tudi sem. Slišali smo, da ste imeli nekakšna, mogoče malo hladno vreme teh dneh, ampak lepo je biti tukaj pri vas in hvala za priložnost, da lahko podelim nekaj misli z vami danes. Glede vprašanja in te tematike, beseda zbližuje in povezuje. In vprašanje, ki se mi je postavilo na to tematiko, je, čigava beseda zbližuje in združuje in nekako vodi ljudi blizu, kajti vsaka beseda tega ne dela. Vi poznate, če pogledate malo v politiko, v novice, boste videli kaj malo, da so besede, katere ne zbližujejo, so besede, katere uničujejo. In zato je vprašanje, o čem je tu govora. In ko razmišljamo o reformaciji in teh časih, dobrih 500 let nazaj, to niso bili samo dogodki, ki so se ukvarjali s splošnimi dogodki v tistem času, globalnimi dogodki, političnimi dogodki, ampak je to osebni trenutek bil. Niso le se turške vojske premikale po naših tleh in osvajale, ni le črna kuga pobijala po evropskih tleh, ni le feudalizem se obračal in spreobračal in upori in vse te zadeve, ki so se dogajale, ampak to je bil čas osebnih trenutkov. In ne vem, če poznate anekdoto, ne vem, koliko je resnica ali ne, o tem znanem reformatorju Lutherju. Namreč nekega dne je njegova žena prišla po stopnicah dol, oblečena v črnino. In jo pogleda Luther in pravi, kdo bi pa mrl? In ona pravi, z vso resnostjo, Bog. In Luther tem svojim žarom se takoj prebudi, pravi, o čem govori ženska, kak Bog je umrl? Kje je Bog umrl? O čem govoriš? Kaj praviš? Ona pravi, ja, glede na to, kako živi zadnjih nekaj dni, depresivno in brez volje za življenje, se mi zdi, da je umrl. In malo anekdote, malo šale, nekaj zares, namreč to niso bili samo splošni trenutki dogodkov in preobratov v javnih zadevah, ampak to so bili osebni trenutki. In zato, ko se pogovarjamo o tem, da je beseda tista, ki zbližuje in združuje, je zelo pomembno vedeti, katera je ta beseda, čigava je ta beseda. In malo toliko, da nekako kontekstualiziramo celo zadevo, da nekako udomačimo za današnje čase. Vete, živimo v zelo zanimivih časih. Po eni strani ljudje gledajo na besedo zelo relativno. In danes se pogovarjate in relativizem je zelo blizu vse posod in imate občutek, da karkoli rečete, komorkoli rečete, kakorkoli rečete, da v bistvu več nič pomeni. Pač to je tvoj pomen, ono je moj pomen, pač se ne strinjamo v zadevah. Vse je relativno, tako da ni važno, kaj rečeš, vse je res. Samo odvisno tega, z katerega pogleda gledaš. No in kmalu vidimo, da je problematična zadeva, namreč relativizem v tem uporabi, v tem splošnem pomenu niti ne klapa sam sabo, niti se ne da živeti z njim. Možje to kar hitro ugotovimo, jaz imam doma ženo, nekaj otrok, in če bi je ženi svoji rekel, da je pač drugačen to njen pogled, to je pa moj pogled, gre pa za eno in isto stvar, bi mi kar dala hitro misli, da to ni tako. A ne? In gospe, ki ste poročene, se verjetno kar hitro pogovorite s svojimi možmi, da ni vse odvisno od pogleda, ampak so zadeve, katere so res in so zadeve, ki niso res. 2 in 2 je le 4, je popolnoma vseeno, kje
kje ste se rodili. In kmalu vidimo, da ta relativizem ne deluje. Končno, če bi vse bilo relativno, zakaj se ljudje danes toliko kregajo, zakaj je toliko ljudi na sodiščih, zakaj imajo sodišča več dela kot prej, če je vse enako, pa če je vse vseeno. Očitno, da nekomu ni. No, to je en pogled na besedo, da je vse relativno in pač vseeno, kaj rečeš, črno, belo, zeleno, vseeno je. Po drugi strani je pa en drug ekstrem, kjer uporabljajo besedo in mislijo, da ima beseda neko mistično moč. In je neke vrste misticizma. A veste, če boste razmišljali, pa če se boste skoncentrirali in vaše misli bodo lahko vplivali na bodočnost, na sedanjost, na realnost, če samo imaš pozitivne misli in izražaš pozitivne besede, potem bo vse pozitivno. Ja, tudi tukaj malo vidimo, da ni vedno tako res, niti v logiki, niti v praksi, ker tisto, kar mi razmišljamo, ni vse, ne ustvarja realnosti. Ja, veste, že če imate dva Slovenca, en bi rad imel dež, drugi pa rad imel sonce, a naše misli dejansko vplivajo na realnost okoli nas. Nekako izraža ta miselnost izraža oboževanje človeka in nekako človek sebe postavi na raven Boga. No, ampak lahko bi še več o teh zadevah govorili, kako ljudje danes jemljajo besede in misli in vse te zadeve. Ampak, če pogledamo v realnosti, besede imajo pomen. Ni vseeno, a rečem ljubim te ali rečem sovražim te. Moja žena bi takoj prepoznala razliko, otroci bi takoj prepoznali razliko, naši sosedi bi zelo hitro vedeli, zakaj gre. Na mejah med državami, ko beremo in poslušamo novice, ni vseeno, ali vi rečete sovražim te ali ljubim te. Se pravi, besede imajo težo, imajo pomen. Imajo en kontekst, v katerem izražajo določeno sporočilo. In imajo tudi določeno moč. Sicer ne same po sebi, da je svojo besedo zdaj urejam vreme po Sloveniji, ampak imajo moč zaradi tega, ker imajo pomen, ker vplivajo v pogovoru vplivamo v pogovoru en na drugega. No in ravno o taki besedi bi rad, da malo še premislimo v naslednjih nekoliko minutah. Namreč, ko razmišljamo o reformaciji in danes je 31. oktober in se spominjamo teh fantov iz tistih časov iz 16. stoletja in se sprašujemo, o kakšni besedi so oni govorili, kakšno besedo so oni prinašali. Ali so nekako le splošno govorili, kot velikokrat slišite na proslavah, da dobili smo slovensko besedo in Slovenci smo zdaj narod in imamo smisel, imamo pomen, Trubar je prvi, ki nas je imenoval Slovence. Ali gre samo za to splošno stavčno zadevo, da smo narod, ki ima jezik, ki ima zapisano knjigo, ali gre za kaj več? Rad dam primerjavo, da če greste na kavico s svojim prijateljem ali prijateljico in pridete v kavarno, vi ste zelo veseli, da če dobite lepo skodelico in kavico noter v skodelici. In mogoče vam je vseeno, bela skodelica ali zelena, ali velika, globoka, majhna. Vam to ni največjega pomena, dokler je čista zadeva pa uporabna, ne? Ampak vi ste šli s kolegom in s prijateljem na kavico, ne na skodelico. Vi ste prišli tja, da popijete neko vsebino in se pogovorite z osebo. No in nekaj podobnega je v jeziku. Jezik je kot takšna skodelica. Zelo lepo je in dobro je, če je čista, uporabna zadeva. Ampak tisto, kar jezik nosi, to je pa ključnega pomena.
In ravno o taki besedi so naši predniki Trubar, Dalmatin, Bohorič in ostali govorili. Namreč tu gre ne samo za samo slovenščino ali v drugih narodih, nemščina in ostali jeziki, ne gre samo za jezik, da smo pač dobili prve knjige in da se je zdaj zapisalo to in zdaj pa nekaj veljamo. Gre za to vprašanje, kaj so povedali. A ne? Mogoče še en primer iz družinskega življenja. Če se jaz jutri zbudim in imam napisano na listku in ga vzamem v nočno marice in se vrnem svoji ženi in rečem, draga žena, dobro jutro. In jo pogledam. In naslednje preberem in rečem, kako si spala. In jo pogledam. No, ker kmalu mi bo rekla, veš kaj, fant, daj pusti ta listek na nočni marici, obrni se k meni in se pogovarjaj normalno. In če dam listek nazaj na marico, se k njej vrnem in rečem, dobro jutro, kako si spala, sem povedal isto stvar, vendar je ogromna razlika. Namreč gre za osebni pogovor. A vidite, kako so besede so pomembne, ampak tisto sporočilo, katerega nosijo te besede, so pa še veliko bolj pomembne. In to sporočilo je tisto, katero so Trubar, Dalmatin in ostali reformatorji prinašali med narode po Evropi in zdaj, ko se pogovarjamo pri nas, tudi med nas Slovence. Namreč to sporočilo ima en zelo velik pomen, ima nekaj pomembnega zapovedati, ni samo neka litanija, ni nekaj dolgočasnega, ampak je nekaj, kar je osebno, kar je življenjsko. In ravno to je ta zadeva, katera je zelo pomembna, da vemo, zakaj so naši predniki razlili toliko črnila v takšnem času, ko so jih preganjali, ko so bežali, ko so nekaterim vse vzeli. In če pogledamo ravno med te naše prve heroje, bomo videli nekaj zelo zanimivih zadev. Namreč sporočilo je dejansko osebno. Je osebno zaradi tega, ker tisto, kar so prinašali v naš jezik, je že samo po sebi bilo osebno. Recimo, Dalmatin je prevajal Sveto pismo in izmed ostalega, če pogledate v Janezov evangeliji, Sveto pismo tam govori, pravi, in beseda je postala meso. V začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. Vidimo, ko se mi pogovarjamo o besedi, da ne gre samo za neke stavke, za neke prazne zadeve, ampak je vprašanje, kdo je za tem? Kdo govori? Kaj hoče povedati? In že Dalmatin je prevajal Sveto pismo in je rekel, Bog je ta beseda. Namreč beseda je nekaj, kar nam razloži in prikaže realnost, nam definira realnost. Beseda je tisto orodje, ki nam pomaga razumeti, kaj nekaj je. In vidimo, da v Dalmatinu, ko je prevajal Sveto pismo, da tisto, kar je definiralo realnost, tisto, kar je povedalo, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je lepo, kaj ni lepo, kaj je dobro, kaj je zlo, da to ni samo neka beseda, ampak da je to oseba. Pred nekaj leti sem potoval v tujino in medtem, ko sem letel na letalu, je bil poleg mene en mlad filozof. In je bilo zelo zanimivo, ker smo k nama se začela pogovarjati in mi je povedal eno zanimivo stvar glede filozofije. Je rekel, a veš, eno od glavnih vprašanj v filozofiji danes je tole. Kaj je bila prva beseda? Namreč, kaj je tisto, kar je prvo definirano? Realnost. Kaj je dobro, kaj ni dobro? In kaj je lepo, kaj ni lepo? In tu je zanimivo, da ko so naši fanti iz Slovenije, Trubar in Dalmatin, prevajali prve slovenske knjige in pisali prve slovenske knjige, so ravno prišli na ta zaklad, katerega najdemo v Svetem pismu. Pravi, v začetku je bila beseda. In Bog je bila beseda.
In kasneje pravi še nekaj več, namreč zelo osebno, da ta beseda ni nekje dela in ostajala, ampak ta beseda je postala osebna. In kasneje Dalmatin prevaja Biblijo, ne vem, če veste, slovenska Biblija med prvimi 13-14 na svetu, naš narod je med 13-14 na svetu, ki smo dobili Biblijo prevedeno in natisnjeno v celoti v svojem jeziku. To je nekaj neverjetno bogatstvo. No in v tej Bibliji pravi Dalmatin, oziroma prevaja Dalmatin, da ta beseda je postala meso. Namreč prišla je med nas, je bivala med nami. In tu se vidi ta osebnost besede, ki ni samo nek stavek, ni samo neko lepo sporočilo, ampak je osebno. In še mogoče nekaj misli na koncu, ravno iz Trubarjeve knjige, ki je šla pred dobrim tednom, knjiga Cerkveni red, zaradi katere je Trubar bil izgnan iz naše Slovenije za stalno. Poslušajte, kaj Trubar pravi v tej svojej knjigi. Samo 3 kratke stavke bom prebral. Eno od teh misli, ki jih pravi, je takole. Tvoja beseda je luč mojim nogam. Pravi, zato vse naše Božje službe naj usmerja in vodi Božja beseda v skladu z Davidovim naukom. In potem citira Sveto pismo. Kasneje, na drugem mestu, pravi Trubar takole. Večni sin je v božanstvu druga večna, vsemogočna oseba. Rojena od večnosti, od Boga in je očetova beseda in podoba. In še v zadnjem stavku, oziroma v zadnji misli, pravi takole Trubar. Pravi, in Bog je močan, vse, kar želi, stori svojo besedo. Tako prosi Kristus, Oče, posveti jih v resnici, kajti tvoja beseda je resnica. Trubar in Dalmatin, ti fanti, ki so nam dali temelje našega naroda, niso govorili eni abstraktni ideji, niso govorili samo o lepoti slovenskega jezika, ampak so se ukvarjali s tistim, kateri definira realnost, s tistim, kateri daje smisel, tako narodom, kot posamezniku. In zato so vabili ljudi k tej besedi, ki je živa in ki spreminja ljudi. Hvala za vašo pozornost.